Luka Elsner, danes druga prijateljska tekma med pripravami na spomladanski del sezone, tokrat z drugoligašem Dobom in izid 1-1. Ja, če izvzamemo težke vremenske pogoje, ki so danes vladali, ne moramo mimo dejstva, da nismo preveč zadovoljni s končnim izidom, čeprav smo po prvem polčasu zaostajali in vendarle nekako v drugem polčasu ujeli malce boljši ritem in uspeli izenačiti. Konec koncev je Dob ena kvalitetna ekipa, ki verjetno po prikazanem v lanski sezoni bi spadala tudi v našo konkurenco, ampak vseeno smo si želeli prvo tekmo zmagati v tem pripravljalnem obdobju. Ni nam uspelo, še vedno je veliko, zelo širok izbor igralcev in tudi vsak dobi svojo minutažo, nekateri jo izkoristijo dokaj dobro, nekateri malce slabše in seveda tukaj se potem razlika dela. Ni nič hudega, priprave so še dolge, konec koncev se nobena pika danes ne šteje, si pa seveda želimo čim prej ujeti tekmovalni in zmagovalni ritem, ker ga bomo potrebovali v nadaljevanju. Če primerjamo sedaj obe tekmi, ste videli kakšen napredek? Težko reči, seveda v rezultatskem smislu smo danes malce boljši, je pa seveda razlika tudi v kvaliteti nasprotnika. Danes je bilo mogoče manj možnosti za odigrati pravi nogomet, kot si ga mi želimo igrati. Tako da je težko primerjati zdaj obe tekmi, tako da ne bomo niti to delali, niti nismo nikoli delali nekako primerjave med tekmami, ki jih odigramo. Vsaka tekma pove svojo zgodbo in tudi današnja bo prinesla določene odgovore, kdo je sposoben v tem ritmu slediti in nam prinašati pike, kdo ni. Vsekakor pa ni nič dramatičnega. Videli smo na delu vse tri novince, morda prva hitra ocena. Pa mislim, da nam lahko prav vsak veliko prinese na svoji poziciji. Smo z pridobitvijo na levem boku seveda dobili neko novo opcijo, ki je morda bila celo najbolj pomembna za nas. Prav tako imamo Harisa in pa Dragana, ki nam prinašata vsak svoje kvalitete. Imamo zdaj veliko različnih profilov v kadru, s katerimi lahko razpolagamo in da bomo sposobni prirejati nekako presenečenje vsakemu nasprotniku, ki ga bomo imeli v prvenstvu, kar bo tudi pomembno, ker verjetno nas bodo zdaj pričakovali na ta način, po katerem smo igrali v prejšnjem delu sezone, in je vedno dobro, da imaš pripravljene nove rešitve, da večkrat spremeniš način igranja in se mi zdi, da je kader dokaj popoln. Še točno en mesec dni je do prve tekme s Koprom. Danes smo že videli nekaj taktičnih različic, menjavanje taktične postavitve, taktičnih recimo temu različic, kako se igra proti nasprotniku. Kaj še v tem mesecu, večinoma na taktiki ali še tudi kakšne druge stvari? Mislim, seveda prvotna stvar pri nas je, da skozi celo tekmo lahko držimo visoki ritem in seveda smo še dokaj oddaljeni od začetka prvenstva, tle bo vedno še nekaj prostora za izboljšanje teh fizičnih sposobnosti. Je pa vsak trening namenjen tej nogometni igri, katero mi želimo igrati. V ozadju je tudi taktična postavitev in pa taktične zamisli trenerja. Ima jih veliko in vedno išče nove rešitve, kako presenetiti nasprotnika, kako popeljati nekako v naše vode, da mora se prilagoditi našemu sistemu igranja in hkrati, da ostanemo vedno nevarni. Je pa vsebina treningov različna, ampak vedno prilagojene naši igri, tako da v podobnem načinu, kot smo do zdaj funkcionirali, bomo verjetno tudi peljali do prve tekme proti Kopru. Najlepša hvala, srečno.